Tokratno potopisno predavanje Društva Potuj je pripravil Ptujčan Mihael Toš, ki je predstavil projekt Sarajevo, mesto svetovnega miru. Lani je minilo 20 let od Dejtonskega mirovnega sporazuma, ki je končal vojna grozodejstva v Bosni in Hercegovini. Prav ob 20. obletnici je bil projekt Sarajevo, mesto svetovnega miru, premierno predstavljen na Ptuju. Mesto je začelo sloveti potem, da je bila nekoč tam vojna. Dejansko pa v svoji substanci skriva mnogo, lahko rečemo, pomembnejše elemente, kot to, da je pač neko povojno mesto. In neka povojna obnova je tudi pričela stagnirati oziroma pričela iti v smer, s katero prebivalci tam niso zadovoljni. Vemo, kaj je problematika na Balkanu, korupcija, kriminal. In treba je bilo pokazati tiste aspekte Sarajeva, ki niso doslej tako prikazani. Ker ko greš v Google, pa napišeš Sarajevo, vidiš Baščarče, vidiš Čevapčiče, pivo pa Sebil, vodnjak. Medtem ko Sarajevo v sebi združuje dejansko vsaj dve filozofiji, kar se tiče arhitekture. Na eni strani si na Dunaju, na drugi pa v Istanbulu. In tako kot ste rekli v pričetku, to je sedaj Dayton po Daytonu, ki spet vrne življenje v mesto, ki je čudovito. Gre za sodobni virtualni vodnik skozi predele Sarajeva, ki so bili več kot 20 let spregledani, ki nam jih zaradi hitrega tempa in naglice ne uspe obiskati. Mesto je na ta način virtualno prikazano, da lahko nekdo, ki je bil tam, pa je v tem času, ki ga turistični obisk ponudi, dejansko videl samo to, kaj se pač forsira. Si lahko potem na spletu natančno pogleda, kaj vse še mesto nudi, in pri obisku, ko se vrne ali se vrača večkrat, potem si dejansko lahko ali vnaprej pripravi načrt, kaj bo gledal, ali pa si pač pogleda na internetu. Bistveno je, da je prikazano. Ob predstavitvi projekta pa se vedno predstavi tudi Ptuj in zanimivo je, kako sta mesti povezani. Ko so gradili olimpijske objekte, je Opekarna na Ptuju bila zadolžena za izdelavo betonskih plošč, ki so jih polagali tam okoli te znamenite dvorane Skenderja, in te plošče so še danes tam. In dejansko lahko rečemo simbolično, Ptuj je v Sarajevo, in na konceptu Petave, se pravi Ptuja, je Sarajevo virtualno nastalo, ker gre za edinstven takšen vodnik. Izjemno pozitivni odzivi in podpora iz tujine pa dajeta zagon za nadaljevanje in nadgradnjo projekta tudi v aplikativni različici.